Veseli nas, da ste se nam tudi danes pridružili v nizu pogovornih oddaj o 8 korakih celostnega zdravja. Politični aktivisti in grafitar Banksy, čigar prava identiteta ni znana, je rekel: če ste utrujeni, se naučite počivati, ne pa odnehati. Toda počitek ni pomemben šele in samo takrat, ko smo utrujeni, ampak mora biti sestavni del našega vsakdana. O vlogi in učinku počitka se bomo danes pogovarjali z Lidijo Odorčič, zdravnico družinske medicine iz Kočevja, ki ima dolgoletne izkušnje tudi na področju zdravstveno-preventivnega dela. Dobrodošli. Hvala. Počitek je fenomen vse žive narave. Kako to poteka pri drugih živih bitjih? Res je, vsa živa bitja potrebujejo počitek. Za rastline pravimo, da imajo obdobja počivanja. Živali spijo, a ljudje potrebujemo aktivni in pasivni počitek. Živali imajo za vrsto določene rutine spanja in jih ne spreminjajo. Spijo, ko se jim spi. Lahko spijo med letenjem, tako kot na primer ptice selivke, ki izklapljajo in regenerirajo eno polovico možganov, druga pa je aktivna in jih vodi pri letenju in opazovanju okolice, z drugo torej pa počivajo. Ravno tako delfini med plavanjem izklapljajo eno polovico možganov, da se regenerira in počiva, z drugo so aktivni. Torej, oni imajo vedno vsaj polovico možganov aktivno in s to spremljajo okolico. Nekatere živali spijo z glavo obrnjeno navzdol. Kakorkoli že, vedno jim gre dobro. Vidre, na primer, spijo na hrbtu v vodi in se vedno držijo za tačke. To je zaradi tega, da jih tok vode ne loči. Včasih se skrijejo tudi med vodne rastline, ampak vedno na hrbtu in s tačicami skupaj. Potem, na primer, mlade žirafe spijo leže, a velike žirafe, odrasle žirafe spijo stoje. In to so ene izmed sesalcev, ki spijo najkrajši čas okrog 2 ure dnevno. To so njihove rutine in oni jih ne spreminjajo. Človek pa je edino bitje na zemlji, ki nima rutine spanja. Ko očesna mrežnica zazna pojemanje svetlobe, začne raven melatonina v krvi postopoma naraščati. Melatonin je hormon noči. To ni pomirjevalo, to ni uspavalo, to je preprosto hormon noči. Nastaja v epifiziji in se izloča v kri. Melatonin se izloča tudi pri drugih sesalcih in jih pripravlja na urojeno nočno vedenje. To pomeni, pri človeku sproži spanje, pri mačkah pa budnost, ker so nočne živali. Kakor se staramo, se raven melatonina niža. Zato pri starejših ljudeh srečujemo motnje spanja pogosteje kot pri mlajših. Spanec je strukturiran. Od faze sproščanja prehajamo v plitvo spanje, nato sledijo globje faze spanja, in proti koncu, proti jutru, torej zopet paradoksno ali REM spanje. Kar se tiče tega globjega spanja, ima prav posebne značilnosti in je pomembno za človeka. Biološka ura točno ve, kdaj je prva polovica noči in kdaj se bližamo jutru. In v tej prvi polovici noči je več globjega spanja. Zanimivo je, da takrat počivajo tudi naši vitalni organi, pač na nek način. Srce utripa počasneje, krvni tlak je nižji, dihanje je bolj upočasnjeno. Mišice so sproščene, se pravi, to je ena faza regeneracije telesa in
duševnih moči. Proti jutru pa je vse bolj pogosto tako zvano REM spanje, ko spimo in običajno tudi sanjamo. Zakaj je počitek sploh tako pomemben? Ja, počitek je pomemben zato, ker to ni preprosto stanje nezavesti, ampak je to en proces, strukturiran, kot smo že rekli, v katerem se dogajajo pomembni procesi v našem telesu. Se pravi, to je več kot počitek mišic in počitek od naporov vsakdanjega življenja. Spanje je dinamična dejavnost. Spati moramo, ker je to neizogibno potrebno za ohranjanje normalne ravni spoznavnih spretnosti, kot so govor, spomin, ustvarjalno in pozitivno razmišljanje. Podatki kažejo, da je spanje pomembno tudi za razpoloženje in igra ključno vlogo pri normalnem delovanju endokrinega in imunskega sistema. Raziskave pravzaprav kažejo vedno tesnejšo povezavo med slabim spanjem in celo vrsto zdravstvenih težav, kot so debelost, sladkorna bolezen, zvišan tlak, depresija, poškodbe in izgorelost. Med spanjem izloča telo mnogo pomembnih hormonov. Nekateri vplivajo na rast, drugi uravnavajo energijo, nekateri nadzorujejo presnovo in delovanje endokrinih žlez. Tako na primer imamo kortizol, dobro znani hormon, to je hormon budnosti in raven kortizola se proti jutru viša. Rastni hormon, ki v otroštvu prispeva k rasti, a pri odraslih uravnava mišično maso, se izloča večinoma med spanjem. Med globokim spanjem se izločata tudi dva hormona, ki sodelujeta pri razpoloževanju ali, če rečemo, vplivata na plodnost. To je folikulostimulirajoči hormon in luteinski hormon. Ciklus spanja je povezan z izločevanjem hormonov, ki vplivajo na telesno maso. Pomanjkanje spanja lahko torej močno prispeva k debelosti in sladkorni bolezni, ki sta v zadnjih letih dosegli epidemične razsežnosti. Verjetno ste slišali, da večinoma pri dietah oziroma pri tistih, ki želijo shujšati, svetujejo, da podaljšajo spanec. Nezadostno spanje povzroča nezadostno raven hormona leptina, ki uravnava presnovo ogljikovih hidratov. Nizke ravni leptina povzročajo neustavljivo potrebo telesa po ogljikovih hidratih, ne glede na količino že zaužitih kalorij. Torej ena nenehna lakota, ki nastaja pri ljudeh, ki imajo pomanjkanje spanja. Drugo in zelo pomembno je vpliv spanja na imunski sistem. Kadar smo prehlajeni ali nas boli, na primer grlo, se pogosto umaknemo v posteljo. Nagonsko vemo, da nam bo spanje pomagalo okrevati. Najboljši dokaz, da spanje vpliva na imunski sistem, prihaja iz raziskave, ki je pokazala, da je pri posameznikih s pomanjkanjem spanja učinkovitost cepiva proti gripi, ki je bila prav takrat raziskovana, zamaknjena. Torej, cepljene so bile dve skupine ljudi,
ena pri katerih je bilo dokazano pomanjkanje spanja in drugi, ki so bili nekje primerno spočiti. Pri tistih, ki so bili primerno spočiti, je bila tvorba proti teles enkrat večja v istem časovnem obdobju, kot pri tistih, ki so imeli pomanjkanje spanja. Na dolgi rok se je to nekako izenačilo, vendar obstaja časovni zamik. Kaj pa bi bilo, če sploh ne bi spali? Mogoče vpliv spanja za naše zdravje še bolj razumemo, ko razmišljamo iz tega vidika, da nam spanec primanjkuje in kaj se pravzaprav takrat z nami dogaja. Vpliv spanja na zdravje in dobro počutje je namreč malo podcenjen. Pomanjkanje spanja po eni neprespani noči je zelo jasno in vidno že naslednji dan. Lahko smo razdražljivi, slabše se koncentriramo, naša pažnja je krajši čas usmerjena na določene aktivnosti, lahko smo čemerni in omotični, pozabljivi. Veliko bolj resne posledice so pa, če to pomanjkanje spanja traja dlje časa. Takrat je precej prizadeto področje možganov, ki nadzoruje jezik, spomin, načrtovanje in občutek za čas. Mi vemo, da so v nekih časih določeni režimi pri preiskavi zločincev uporabljali deprivacijo spanja, načrtno pomanjkanje spanja in nato zaslišanje, ker jezik takrat govori več kot z manj kontrole, pravzaprav lahko rečemo, manjša je kontrola. Še nekaj. Raziskave kažejo, da posamezniki s pomanjkanjem spanja imajo težave pri odzivu na hitro spreminjajoče se okoliščine in pri razumskem odločanju. Zdaj, tukaj pa lahko nastopijo pomembne in hude posledice. Znane so nam neke katastrofe iz zgodovine, ki so se pripetile prav zaradi takih dejavnikov. Na primer, kot posledica preobremenjenosti je nastala jedrska katastrofa v Černobilu, eksplozija vesoljskega plovila Challenger, jedrska nuklearna nesreča na otoku 3 milj v Združenih državah in ekološka katastrofa Exxon Valdez, ko je prišlo do razlitja 37.000 ton nafte na Aljaski. Torej, kakšne so posledice nespočitosti ali pomanjkanja spanja? Učenec lahko dobi cvek. Ampak, če ste vi na ladji odgovoren za pravilno plovbo, lahko nastanejo hude katastrofe. Tako da posledice so različne. Spanje je za zdravje in dobro počutje tako pomembno kot prehrana in telesna vadba. Za preživetje pa enako potrebno kot voda in hrana. Torej, nočni počitek je treba jemati enako resno kot delovni dan. Torej, počitek ni pravzaprav le samo spanje. Ljudje potrebujemo tudi aktivni počitek in za popolno in celovito regeneracijo potrebujemo dan počitka, mar ne? Res je. Po eni strani se borimo za primerno obdobje in normalno prespane noči, ki pri odraslih ljudeh zahtevajo 8 do 9 ur spanja. Razen tega želimo, da bi se ponovno
uresničile sanje iz prejšnjih časov, ko so si ljudje kljub preprostemu imetju in preprostemu načinu življenja lahko privoščili en dan počitka. Torej včasih, ko niso imeli gospodinjskih aparatov in strojev kot mi in so veliko hrane pridelali sami, večina ljudi je imela dan počitkov. Zakaj danes ni tako? Veliko odgovorov je na to vprašanje, vendar moramo priznati, da se za to odločamo sami. Dan v tednu, ki je namenjen počitku, omogoča poglabljanje in krepitev odnosov z ljudmi, ravno tako tudi bivanje v naravi in podobno. Ta korak nazaj v dnevu, ki je namenjen počitku, omogoča, da ovrednotimo svoje življenje in ugotovimo, ali res živimo svoje vrednote. Dan počitka ustvarja ravnovesje in definira našo identiteto. Namesto, da bi svoje življenje definirali s tem, kaj počnemo, lahko definiramo s tem, kdo smo. Dan počitka nam daje možnost, da ustvarimo rezerve za nujne primere v življenju. Daje nam priložnost, da okrepimo svoje telesne, duševne in duhovne moči. Kriza prizadene vse. Nihče ni imun pred preizkušnjami življenja. Rezerve energije nam bodo na voljo v kriznih časih. Omenjali ste ta dan počitka, pa je vseeno, kateri dan izberemo za počitek? Če v to vsebino umestimo Boga, potem ni vseeno, kateri dan je počitek. Človeka je težko umiriti, nagnjenih temu, da je nenehno nemiren in aktiven. Zato je pred mnogimi časi v kamen bilo vklesano eno zlato pravilo: 6 dni dela in en dan počitka. Originalni dan počitka je sobota. Judje in nekateri kristjani še danes praznujejo soboto kot dan počitka, dan druženja z družino, dan poglabljanja odnos z Bogom in bivanja v naravi. Ljudje so se na lastno pest odločili, da ta dan, originalni dan počitka, zamenjajo za nedeljo, kot dan spomina na Kristusovo vstajenje. Vendar kdor želi biti pristen, lahko se odloči za soboto. To je namreč originalni dan in je v povezavi s tistim, kar je Bog rekel: 6 dni delati, en dan pa počivati. Kako naj se te naše sanje uresničijo, ko počivanje ni velika vrednota v današnji kulturi, mar ne? Ja. Zato bi bilo dobro, da pri tem malo o tem tudi razmišljamo. Prav bi bilo, da poiščemo zadovoljstvo v svojem trenutnem življenju. Velik del razlogov, zaradi katerih ne moremo najti ustreznega počitka, je v tem, da imamo stalni vtis, da bi naše življenje moralo biti bolje. Zato je prav, da se nehamo osredotočati na to, česar nimamo, in začnemo uživati v stvareh, ki jih imamo, ki jih znamo in ki jih lahko počnemo. Drugo je, da ta dan počitka načrtujemo. Dan počitka si lahko ustvarimo le, če ga namerno načrtujemo. In če tudi je to že leta mogoče naša praksa, dan počitka bo imel svojo pravo lepoto edino, če ga bomo vnaprej načrtovali.
Na to se je treba pripraviti in ta trud se izplača. Priprave naj bodo preproste, gre za sprostitev in ne za dodatni novi stres. Najbolje je, da pri tem sodeluje in veseli se cela družina. In če smo pošteni, dobro je, da se zamislimo tudi z naravo kulture, v kateri mi sedaj živimo. To je kultura, ki je usmerjena k rezultatom. Tu je najbolj na ceni storilnost in produktivnost. A počitek je lahko celo protikulturalni. Saj imamo že eni rek, ki pravi, če počivaš, zarjaviš. Res je, številne prednosti počitka niso oprijemljive, vendar samo nespametni verjamejo, da je vse dobre stvari mogoče šteti. Torej, moj predlog je, ujemite izgubljeno prakso počitka in začnite živeti znova. Dr. Odorčičeva, hvala za vaš današnji obisk in spoznanja, ki ste jih podelili z nami. Hvala tudi vam. Dragi poslušalci, ne pozabite obiskati naše Facebook strani Čili in zdravi in naročiti brezplačne revije, ki je polna zdravstvenih vsebin, na naslovu, ki je spisan na ekranu. Vas pa toplo vabim, da se nam pridružite tudi prihodnji teden, v zadnji epizodi niza 8 načel celostnega zdravja, ko bomo govorili o vlogi in učinkih vere na naše zdravje. Lep pozdrav! Revija Koraki do zdravja vam omogoča, da se spoznate z 8 skrivnostmi za dolgo, zdravo in kvalitetno življenje. Predstavljenih 8 načel temelji na raziskavah sodobne znanosti, ki nas spomnijo na preproste korake pri zagotavljanju boljšega počutja. Naročite svoj brezplačni izvod še danes.